glasbeni skupini Džem iz Ljubljane se najlepše zahvaljujemo za lepe 3 skladbe, sicer Dajte, dajte, slovenska ljudska, Jovano, Jovanke, makedonska ljudstva in na koncu smo prepoznali Slovenija, odkot lepote tvoje. Vse vas prav lepo pozdravljam. Rad bi vsakomu izmed vas osebno stisnil roko, pa vas je preveč, da bi to lahko izvedel. No, pa ne bo to v duhu. Danes, lahko rečemo, smo se že 10. zapored zbrali na našem strokovnem srečanju tajnikov in najožjih sodelavcev ljubljanske škofijske Karitas. Vedno je ta dogodek nekako povezan z praznikom Jezusovega krsta. In to mislim, da je idealno izhodišče za naše delo. Kajti sveti krst je poslanstvo, je naloga, je mandat ali koncesija, da lahko v Božjem imenu posredujemo ljudem božanske darove. Torej, iz krstnega dostojanstva delujemo in krstno dostojanstvo je tista pravica in naloga, ki jo opravljamo. Če se spomnimo samo na dogodek obredni Jordan, najprej je Jezus naredil 3 korake ponižanja. Uvrstil se je v množico grešnikov in čakal, da pride na vrsto za Janezov krst spreobrnenja. Potem s tem je dal videz, da je grešnik kakor drugi, čeprav ni imel greha. Veliko ponižanje. In še molil je. Moli pa tisti, ki je nečesa potreben. Bog, ki moli, to je zopet novo znamenje njegovega ponižnega srca. In takoj zatem, ko se je to zgodilo, kajti kada človek dela pokoro in moli, vedno odpre vrata svetemu duhu. In sveti duh je prišel v podobi goloba. Očetov glas se je zaslišal. Zelo sem te vesel. Nebesa so se odprla. Torej, po 3 korakih ponižanja, 3 znamenja povišanja. In v to zgodbo je vključen tudi vsak izmed nas. Hvaležni smo, da smo krščeni. 2. januarja godujeta sveti Bazilij in Gregor Nacijanški. Kaj sta rekla ona dva taka velika učenjaka 4. stoletja? Eni se prizadevajo, da bi si pridobili visok družbeni status. Drugi vse storijo, da bi si povečali dediščino in materialne možnosti. Midva sva pa vesela in hvaležna, da sva krščena in da se lahko imenujeva kristjana. Če bi to misel parafraziral, bi rekel, mi tukaj zbrani, pa še drugi naši prijatelji, smo pa srečni, da lahko opravljamo dela krščanske ljubezni, povezanosti s krstom. Več ne potrebujemo. Zato dovolite, da zdaj obnovimo krstne obljube in vas povabim, da vstanete. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Se odpoveste hudemu duhu? Se odpovem. Tudi njegovim delom? Se odpovem. In njegovemu napuhu? Se odpovem.
Verjete v Boga Očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje? Verjete v Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je postal človek, za nas trpel, umrl, stal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verjete v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje? To je naša vera. To je vera cerkve. To ponosno spovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Nebeški Oče, zdaj izreka tisto čudovito besedo: ljubljeni moji otroci ste, zelo sem vas vesel. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Srečno, lep sprejem. Dr. Kristjan Brstičnik, dekan Teološke fakultete in vodja inštituta, ki je že dal določene predavatelje tudi našim prostovoljcem. Dobrodošel in prosim, če bi prevzel odgovornost današnjega dopoldneva. Dobro jutro! Se boste vi kakšen aplavz dali, da ste sem prišli danes? Gledajte, no! Tako lepo vas je videti, tako lepo vas je videti. Jaz sem pred kratkim bil v Ameriki, v Chicagu, in tam so začeli veliko kampanjo, kako bi poživili katoliško vero. Cel svet si prizadeva, da bi katoličani spet prišli nazaj na prizorišče in začeli delati tisto, kar mi znamo, revolucijo ljubezni, temu rečejo. In kaj tam govorijo? Izdali so celo eno knjigo, in naslov te knjige je: dajte mi saj 1% resnih katoličanov in spremenili bomo na škofijo. Samo 1% mi daj. In kaj bo ta procent ljudem? Molil bo, prvo, molili bodo, kot drugo bodo študirali, veliko naše nevere je zaradi neznanja, ker ne vemo, ker enostavno ne poznamo več, kaj mi verujemo. Če vi sprašujete ljudi, kaj je to brezmadežno spočetje, kaj vam bodo rekli? Vse drugo, kot pa tisto, da je to ženska, ki verjame vase, da je to ženska, ki verjame v svojo intuicijo, da je to ženska, ki spoštuje svoje telo, da ženska, ki zna prisluhniti sebi in ne dvomi, sprejme Boga. To je brezmadežno, ne? Ja, še kaj bi lahko rekli. Vsi govorijo, da najbrž mora biti to neka zveza z neko spolnostjo, ne? Ne poznamo vere. Tretja stvar je Karitas, to smo pa mi, ne? In četrta stvar, evangelizacija. Dajte mi 1% teh ljudi in škofija bo drugače. Samo 1% teh ljudi, ki to delajo. To je neverjetno. In jaz verjamem, da je to res. Verjetno tudi vi. Dobro, to je tako uvod, mi smo se danes srečali in so mi dali naslov, oziroma jaz sem jim ga dal, ali ne vem, skupaj smo prišli do nekega zanimivega naslova, ki se mu reče nimam družine, ne? Kaj pa, če nimam družine? Mi tako dobro vemo, da je družina en takšen izjemen temelj, da brez družine sploh ni človeka, ne? Mi sicer verjamemo vse mogoče družine danes, ne, oziroma jih propagiramo vse od kulturne družine, pa istospolne, pa kar tako družine, pa družine na referendumu, pa ne vemo, kaj se bomo še spomnili, ne? Ampak mi pa vemo tudi, da poznamo pa tudi družino, ki je pa naravna družina, to je pa narava, ne? Oče, mati in otrok, to je pa narava.
tam pa je narava in te družine ne bomo nikoli mogli izbrisati, zaradi tega, ker je božja. Ne? In družina in prostor, ki je najlepši na svetu, najbolj svet poleg cerkve, kamor gremo molit, imamo samo še ta prostor, ki je doma, kjer sta oče, mati in otrok. In to je tako sveto, tako globoko, nikjer ni svetejšega prostora, kot je družina, razen seveda cerkve. Kjer je družina? Ker tam biva Bog. On se je v družino tudi rodil. In ravno Božič je mimo in vemo, kako je to izjemnega pomena, da je pri praznovanju oče, ker če ni očeta, ne praznuješ, če ni mame, pa sploh ni praznika. Ne? In otroci pa naredijo tisto osnovno najlepše, kar potem imenujemo družinski praznik. Ne? In vi pa srečujete ljudi, ki prihajajo k vam, večinoma ali iz družin, kjer ni bilo ljubezni, ali iz družin, kjer je polomija, ali iz družin, kjer ni bilo očeta, kjer ni bilo mame. Lahko so tudi iz družin, kjer so sami potem odšli, zašli. In zakaj mi danes o tem govorimo? Zaradi tega, ker je družina in takšen prostor, kjer te naučijo ponosa, kjer te naučijo vere vase, kjer te naučijo delati, kjer te naučijo dostojanstva, bomo o tem malo danes pregovorili. In potem ti ljudje ne samo, da od vas želijo hrano in da od vas želijo obleko in da od vas želijo denar in da od vas želijo nasvet, ampak želijo, da jim vi vrnete dostojanstvo, ki ga več nimajo. Kar je pa včasih preveč težak zalogaj. Ker najbolj enostavno je odriniti kos kruha ali kos obleke ali dati jim poceni na svet. Kako vrnem tem ljudem družino? A je lahko? Bomo rekli, praktično je nemogoče. In vendar, ste vi zdaj tam postavljeni, da začnete graditi nekaj, kar ti ljudje nimajo. In bomo mi danes se sprehodili skozi te vrednote, pa bomo videli, kaj lahko iz tega naredimo. Vi imate izjemno poslanstvo. Nihče tega poslanstva ne dela na tem svetu razen vas. Da ste sposobni se skloniti k Bogemu, se stopiti v njegovo bolečino, ga ne obsojati, mu pomagati, pride do njega. To je nekaj, kar je tako globoko krščansko. Vsi svetniki, ki so v življenju naših prednikov ali pa nas danes nekaj pomenili oziroma jih najbolj globoko spoštujemo in govorimo, da so naši, so delali to. Zadnja je bila mati Terezija. Ta je šla na ulice in pobirala tam ljudi, bolne, zapuščene, zavržene, zapite, zadrogirane. Ona ni spraševala, zakaj si ti tu. Ona je vzela stvari zares. Pred njo je bil Frančišek, znate ta njegov izjemen stav, ko je bil še plemič, ko je jahal konje in je njegov konj zarezgetal, ker je zavonjal gobovca. Frančišek je vstal, razsedlal konje, čel k temu gobovcu, ga dvignil, objel in poljubil. In tisti trenutek je postal nov človek. To je začetek tega velikega reda, frančiškanov minoritev Kapucino, temu rečemo, obožni redovi. Kaj je on naredil tam? Je vrnil mu je dostojanstvo. Povedal mu je, da je vreden, da živi. Povedal mu je, da je v njem ljubljenost, hotenost, želenost. Da je tudi on Božji otrok. Da je tudi on vreden človeškega dostojanstva. In te gobovce mi danes srečujemo. Jih srečujete vi. Kako težko je včasih prepoznati v tem, da dobesedno rečemo smradu in znanjem, videzu in načinu, kako pristopajo nekoga z dostojanstvom. Kdo ga lahko vrne? Ja, samo on, če se za to odloči. Vi pa lahko temu ogromno pripomorete. Družina, ki je on ni imel. Družina, ki je on nima. Družina, ki je on
verjetno se je že odpovedal. Globoko hrepeni po njej, pa je ni bilo. Ok, kdo pa je oče? Kdo je tisti, ki vrne dostojanstvo? Kdo vrača dostojanstvo? Kaj je vaše delo? Če ste tam očetje in mame. Naši psihologi so leta in stoletja iskali, kaj je to dostojanstvo. Tam imamo mi 4. božjo zapoved, ki je neizpodbitna. Edina zapoved, ki daje tudi obljubo nagrado. Spoštuj očeta in mater, dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Edina obljuba, ki to da. Edina zapoved, ki to obljublja. Vse ostale imajo sankcije, Ta ima pa obljubo prihodnosti, zdravja, sreče in dolgega življenja. Kaj pa je spoštovanje? O tem imamo mi ogromno razprav, vse od religioznih do filozofskih, do psiholoških, do analitičnih, do zdravstvenih, vse mogoče. Potem so pa tamle 20-30 let nazaj pa res tile naši psihoterapevti, analitiki svetovnega kova, začeli iskati, kaj pa to res je, kaj pa bi to res bilo. In so najdli, da je pri majhnem otroku, majhen otrok, če gledate vi majhnega otroka, 5 let, 3 leta, 5 let, 6 let, tam, kjer začne govoriti na glas, pa 3 leta že, da ta otrok ima 3 osnovne potrebe, ki so božanske, ki se jim nikoli ne odpove. Se ne odpove, tem 3 potrebam se ne odpove. In prva potreba je občudovanje očeta. On hoče očeta spoštovati. To je njegova najgloblja potreba. Otrokova potreba je, da spoštuje očeta. Kakršenkoli je že vaš oče, kdorkoli je že bil, kjerkoli je že delal, karkoli je počel, od tega, da je znanstvenik, umetnik, svetnik, ljubeč človek, izjemno spoštljiva osebnost, pa do tega, da sploh ne veste, kdo je, do tega, da študira celice na dobu, torej je v zaporu, še vedno je oče in se o njem ne sme govoriti grdo. To je svetinja. To je naša svetinja. Vi lahko govorite o njem, kar hočete o svojem očetu, ampak takoj, ko vam nekdo tukaj danes reče, ti kakšnega očeta si pa ti imel, da se tako čudno vedeš, ste vi njemu zamerili, vas je prizadel. O vašem očetu se ne govori slabo. Kdorkoli že je, mi imamo to potrebo po spoštovanju, občudovanju najprej. Majhen otrok, vi, ki ste mame in očetje, točno veste, vi ste bili najboljši oče, moj oče je najboljši oče, ima najboljšo službo, ima najboljši avto, tudi če se je škropilnico vozil po Ljubljani, je še vedno najboljši avto, ker je od oči ta avto. Otroci se na peskovniku grejo, se mogoče igrice in govorijo, moj oči to, tvoj pa nima, moj pa ima, moj je pa to, veš, kaj je moj odkril, moj ima več denarja, boljši avto, boljši služba. Moj oče, to je svetinja. Ja, pozneje se malo spremeni, tam v puberteti, malo zelo različne izraze za tega očeta, neki teži, najeda, zažira, danes mu reče, da je model, moj model, ok. Potem tam v 20-ih se spet spreminja, in se veste, kako te očetje grejo, ampak jaz nočem o tem danes vam govoriti, rad bi vam povedal, da je izključno odgovoren za spoštovanje, ki ga otrok ima do očeta, da je odgovoren oče in ne otrok. Otrok se ne more pomagati. Oče je oseba, ki v otroku ali prebudi spoštovanje, ali pa otrok ne ve, kaj je spoštovanje. Zakaj vam jaz to tako suvereno tle govori? Zaradi tega, ker je oče božanska, najmočnejša, najgloblja vsebina, ki otrok pozna, tudi Boga kličemo oče. In Bog vedno išče človeka.
to je očetova naloga. Ko ste vi na Karitasu, če imate del tega očetovskega, da iščete tega človeka v njegovih lepih, božanskih lastnostih, se temu človeku največ da. Bomo šli naprej. Bog je iskal Adama. Tam, ko je Adam in Eva, se veste, da je bilo tam na začetku malo zanimivo, da so ženske vedno bile zelo ustvarjalne, kreativne, iskale so stvari, ne? In ona je iskala sadje, pa ženske, pa je ne gre dobro skrb, ne? Ja, in najdla to jabolko in potem se veste, kaj se je zgodilo in Bog ni rekel, ej, draga Adam in Eva, zdaj pa konec, se vam dal in preizkus, da padlo na izpitu, stvari so se končale. Ne, Bog pride in vpraša, kje si Adam? Pride ga iskat. Bog je prišel iskat Kajna. Bog je prišel in je poiskal Mojzesa, preroke. Na koncu je Kristusa poslal, svojega sina, ne? In vemo, da smo ga križali, ne? Ampak on ni prišel in rekel, fantje in punce, ladies and gentlemen, to je pa konec. Ne, to je začetek. To je oče. Oče gre po vsak kraj, oče gre vsako biznico, oče pošel iskat otroka, oče gre po sina, ni očeta, ki bo rekel, ja, ne bo, spomnite vi teh naših slovenskih literarnih vseh mogočih zgodb, prigodb in dopisov o užaljenem očetu, ki je umiral, ker se mu sin ni prišel opravičiti. To ni oče. To ni Božje. Dajte gled Bojna Požiralnika, jutro zjutraj bo se sigurno depresivni, če hočete depresivni jutro stati in to je se zatopite DVD Bojna Požiralnika in jutri bo grozno. Imamo tako neverjetno skrivljene poglede in dojemanje, kaj je oče. Oče ni srečen, če ne pride do otroka. In to je to. Oče ni nikoli zadovoljen v sebi, če ne išče otroka. Oče, ki čaka doma, da bo otrok sam prišel in se spreobrne in ne gre k njemu, ni oče. Je moški, ki je silno prizadet, užaljen, ja, in v sebi globoko, globoko razrvan. En nov film prihaja, Les Miserables, ne? To je Victor Hugo, ki je napisal eno strašno dobro v francoski revoluciji nastalo zgodbo o človeku, ki je bil 19 let na galeji. In ko je prišel z galeja, ne, vam samo malo povedal, ko boste šli film gledati. Dajte ga pogledati, če gledate kakšne filme, kdaj se bo to tudi na televiziji, ne? Ok, v glavnem, pride z galeje in paznik, ki ga je tam čuval, vseh 19 let, je rekel, danes si prvič svoboden človek, ampak pod pogojem, če boš karkoli zakrival nazaj na galeje. Zakaj je bil tam? Zato, ker je ukradel hleb kruha, ker je njegova sestra rodila otroka in je umiral od lakote in on je ukradel hleb kruha, da je otrok preživel. Ste slišali? Otrok preživel, ker je on ukradel hleb kruha in je bil 19 let na galeji. Najbolj si je še tam kaj prislužil. Ok, in takoj, ko si na galeji, ko si v zaporu, vi veste, da ti ljudje, ki so v teh inštitucijah, so tam nikašnih velikih spreobračanj, ne, ampak se tam naučijo vsega tistega, kar že prej niso poznali. Vseh kriminalnih, manipulativnih metod. No in ta gospod, seveda, ko pride z galeje, se ne vedel, kam naj gre. In je vandral po Parizu, tam hodil po nekem pokopališču, in ker je bil večer, je zašel v neko župnišče, kjer je bil duhovnik. In ta ga je sprejel in rekel, seveda, dobrodošel brat Caritas. Dobrodošel brat. Tukaj imaš stanovanje. Nocoj lahko prespiš pri meni. Ta človek se je tam najedel, napil, ni mogel verjeti, da je kje še lahko kakšna človeška duša, ki razume zavrženega človeka, sužnja.
In po noči je vstal in razmišljal, kako bo on zdaj živel naprej. In se veste, če se enkrat tako globoko zasvojen s zlom, nasiljem, grdobijo sveta, je tudi on vstal in temu župniku ukradel par srebrnih posod in pobegnil. Zjutraj, ko je župnik vstal, je že bila policija na vrati s tem bivšim sužnjem in pravi: gospod, moramo vam sporočiti, da vam je tale suženj, ki ste ga vi z veseljem in ljubeznijo sprejel, naredil zločin, zlo